Prav lepo pozdravljeni v oddaji Dobro je vedeti. Naš tokratni gost je ivanški župan, gospod Dušan Strnad. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa, dober dan. Kar nekaj časa je, odkar sem bila zadnjič v studiu. Veliko stvari se je od takrat nabralo. Res, da smo vmes gostili tudi ivanškega podžupana Tomaža Smoleja, ampak prav pa je, da tudi midva kaj pokomentirava. In začela bo bolj s takimi splošnimi temami, ki seveda niso povezane samo z Ivančno Govorico, ampak tudi z drugimi občinami. Znano je namreč, znana je problematika financiranja občin strani države okrog povprečnin. Iz leta v leto se to zmanjšuje, po drugi strani pa iz leta v leto rastejo obveznosti občin. Ja, to je res, ampak še preden rečeva kakšno na to temo, moram reči, da je prav, da tako kot ste rekli, da se od časa do časa slišimo, vidimo, pogovorimo. Nazadnje tudi moja pot v ta vaše lepe kraje ni tako običajna in sem se danes na poti najbolj razveselil Šmarske obvoznice, se še nisem peljal. Po njej pa moram reči, da je občina Šmartno pri Litiji res dobila eno pomembno pridobitev. Dolgo so jo čakali, no zdaj jo imajo. Je pa morda vprašanje, koliko takih pridobitev še bo v prihodnosti, še posebej za manjše občine, ravno zaradi politike financiranja občin. V Sloveniji kar naenkrat smo občine očitno postale državi nasprotnik, ne pa zaveznik v izhodu iz krize in to se seveda pozna na vsakem koraku. Te žogarije, preigravanja, koliko pravzaprav nam lahko še znižajo v povprečnini, so skoraj neresne. Nasprotju z vsemi zakoni, ki jih je ta lastna država sprejela, to je povedalo tudi Računsko sodišče. Pa vendar, obstali smo na precej nižji številki, kot je bila predlani, pa je bila že predlani prenizka, kar je pa še huje, tudi za naprej ne vidimo ravno volje, da bi se ta stvar uredila. Preprosto povedano, zakaj se župani borimo? Država je občinam predpisala zakoni, naloge, ki jih morajo financirati. Po izračunih za to, kar je zakonsko predvideno, bi morala dati občinske proračune iz svojega proračuna 660 evrov na prebivalca, zdaj jih pa dobimo 519 oziroma 522. No in ta razlika pomeni, da se bo standard zniževal. Ponekod so občine že na tem, da pač nekih programov več ne plačujejo. Nekateri se še trudimo izvajati programe tako, kot je pač zastavljeno in v glavnem so zastavljeni dobro, ampak z zavedanjem, da dolgo več ne bo šlo tako naprej. Na to problematiko smo opozorili tudi v državnem svetu, jaz sem tudi član državnega sveta, večkrat sestajali smo se na različnih ravneh, pogovarjali smo se z različnimi akterji, ampak pravijo, da občine preveč trošimo, da moramo znižati tisto, kar je nadstandard. Za njih nadstandard. Za njih nadstandard. No to pa je recimo tudi, če se otrok v občini rodi, in občina recimo odmeri mu 100 evrov ali pa 200 evrov v družini, je to za njih klasični nadstandard. Ali pa recimo, da pri šolskih prevozih pobereš tudi tistega otroka, ki ni glih 4 kilometre oddaljen od šole, pa mu omogočiš prevoz v šolo, tudi to je nadstandard. Nadstandard so tudi programi društev, zvez in podobne stvari. Skratka,
tisto, kar ni nujno, naj bi zdaj občine črtale. Tudi razni programi v zavodih, šolih, vrtcih, ki jih doplačujemo, recimo šolska prehrana je cenejša zaradi tega, ker občina naša konkretno doplačuje šoli za 2 kuharici in starši manj plačujejo. Tudi to je za njih nadstandard. Torej, reče odpraviti, ne? Seveda, ne? In pravijo, odpravite nadstandard, tisto, kar pač niste dolžni plačevati, pa boste prišli z denarjem skozi. Ampak tako enostavno to pač ne gre. Ne? S tem bomo znižali kvaliteto življenja v občinah, ki smo jo dolga leta ustvarjali. In so pač, vsaj za občino Ivančna Gorica lahko trdim, smo prišli med občine, v katerih se najbolje živi. Ne? Tudi zaradi takih pomoči, ukrepov, ki niso nujne in ki smo jih vsi skupaj nekako dolga leta delali, zdaj naj bi jih pa kar enostavno ukinili. Jaz mislim, da je to pač nemogoče. Seveda ne gre obupati, jaz mislim, da se bo pa le najdla enkrat ena volja, da nas vsaj poslušajo. Pa sprejme, recimo, predsednik vlade, vas še ni, ne? Ne, to je spet druga zgodba. Župani smo večkrat rekli, da bi rad predstavili naša stališča tudi predsedniku vlade. On nam vztrajno pošilja ministra zelo redko, državne sekretarje ali pa celo nikogar, kot se je zgodilo v Celju. In če nimaš sogovornika, potem je to težko predstaviti res. In boste zaradi tega, ker boste tudi v tem letu prejemali manj od pričakovanega, morali kaj znižati, kaj tistega, kar je po njihovem nadstandard? No, mi smo nekako se odločili, da bomo šli postopoma to zniževati, da ne bomo delali velikih rezov. In v proračunu za leto 2016 smo predvideli nekaj nižja sredstva za te porabnike proračuna, ki naj bi bili nadstandard, pa vendar nismo ravno veliko znižali. V skupni številki se pa to pozna recimo za 20.000 evrov za vse. To je približno razlika med 536, kot smo dobili predlani, in 519, kot smo dobili lani in pa letos. In jaz mislim, da razliko smo pokrili seveda tudi nekaj iz lastnih sredstev, tako da se za letošnje leto in za naslednje leto, jaz mislim, da v Ivančni Gorici še ne bo prav veliko poznalo. Izogniti se želimo namreč, da bi morali te programe financirati sredstev, ki so namenjene investicijam. V občini Ivančna Gorica je rast prebivalstva stalna, od 300 do 500 prebivalcev na leto se poveča v občini in seveda temu primerno je treba tudi slediti z infrastrukturo. Komaj smo zaključili eno investicijo v šolo in vrtec, že je potrebno nova v Višnji Gori. In če ne bo investicijskih razvojnih sredstev, potem bo tam zaškripalo, slej ko prej. Tako da letošnji proračun smo nekako uspeli še narediti sestav tak, da bomo lahko zadovoljili vsem potrebam, seveda z rahlo zavoro. Računamo pa, da bo pa v letu 2017 ali pa 2018 malo več posluha za občine, da bo država dala nekaj tudi k investicijam. V ta namen bomo iskali tudi seveda še naprej vztrajno sogovornike na državni ravni. Mislimo namreč, da je razlika med občinami, kjer se število prebivalcev zmanjšuje, in med tistimi redkimi občinami, kamor sodi tudi občina Ivančna Gorica, kjer se število prebivalcev povečuje, in da je treba tudi sistem financiranja občin temu prilagoditi. Pa še ena se mi zdi kar precej ključna razlika med občinami. Mi pokrivamo recimo zasavske občine pa Ivanško občino, in ko gre za te evropske projekte, ko se recimo v zasavskih občinah pridobi kakšen evropski projekt, je največkrat sofinanciran strani
evropskih skladov, kohezijskih ali pa kakšnih drugih z evropskim denarjem, kar to 70% celotne investicije, pa nekaj primakne še država, ostalo pa proračun. Vi pa sodite nekako ob ljubljansko regijo, kjer pri vas izračune delajo po drugih vatlih, ne? In ste veseli, če 10 pa 20% pridobite evropskih sredstev, ne? Ostalo je pa treba zagotoviti drugače, ne? Ja, vse to, kar ste do zdaj povedali, je predvsem veljalo za prejšnjo finančno perspektivo. Zdaj imamo še eno težavo. Država se, po mojem mnenju in še po mnenju kar precej kolegov, slabo spogajala za sredstva v tej finančni perspektivi, ki smo zdaj, trajala bo do leta 2020. Pa še že zdavnaj začela? Pa se je že zdavnaj začela. Imamo neke programe, za katere še čisto dobro ne vemo, kako bomo pripravili projekte, da bomo ta sredstva lahko koristili. Po drugi strani so pa velike potrebe še tudi na investicijah, na infrastrukturi. Kar je pa najhujše, je pa to, da razpisov še ni, pa smo v letu 2016, kot je bilo rečeno, perspektiva že traja 2 leti. In če seveda mi se bomo pripravili in se že intenzivno pripravljamo na to, da bomo pokoristili vsaj tisto, kar se bo dalo, in v tem primeru rabiš tudi seveda lastno udeležbo pri investiciji. Ta delež se bo zdaj še zniževal. Ne bo več 80%. Pri kohezijskih sredstvih in pri projektih za kanalizacijo je bil 80% tudi v občini Ivančna Gorica in smo jih kar uspešno pokoristili v prejšnji perspektivi. Zdaj pa tega ne bo več v taki višini, vsaj za večino stvari, za katere mi nameravamo kandidirati. To pomeni, da rabimo lastni denar, da bomo pokrili razliko ali bomo poiskali partnerje. In pri nas je ena dobra novica še vedno. Občina Ivančna Gorica še ni zadolžena. Mimogrede, koliko sploh je takšnih občin v Sloveniji? No, jaz mislim, da smo zelo redki. Zdaj sem že slišal lani ali predlani en komentar, da to pa ni čisto normalno, da bi morali biti zadolženi, da je zadolžitev nek pogoj za razvoj. Ampak vseeno smo očitno unikum, mi se razvijamo, prišli smo med najbolj razvite slovenske občine brez zadolžitve. Med 15 najbolj. Med 15 najbolj občin, v katerih se najbolje živi, po eni raziskavi, ki je bila konec lanskega leta. No in mi to rezervo še imamo. To je seveda dobra novica in zaradi tega smo lahko tudi zelo optimistično zastavili razvojni načrt za naslednje 2-3 leta tudi na investicijskem področju. Trenutno zelo intenzivno pripravljamo projekte. Računamo, da bo jeseni pa vendarle bili ta prvi razpisi in želimo biti na to pripravljeni. Še nekaj bi izpostavil in sicer tisto nerodnost okrog nadomestila za stavbno zemljišče. Vi ga v preteklih letih niste pobirali na celotnem področju občine. Potem ste v občinskem svetu sprejeli odlok, potem je pa prišla nerodnost. Mislim, meni je to kar nekako neverjetno, da do tega prihaja. In ste ostali, ne vem, v letu 2015 kar brez 800 000 evrov ali pa tam nekje, ne? Ja, to je spet ena zgodba, ki ima malo daljšo zgodovino. Občina Ivančna Gorica se je zavestno odločila, da nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč ne bo pobirala na območjih, ki so bila manj razvita. Torej, od ustanovitve dalje smo pobirali nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč samo na bolj razvitih delih občine, se pravi na 4 razvitih ali pa nosilnih naseljih. Vsi ostali
kraji so bili tega oproščeni. Zato, da bi ostali Zato in delali. in rezultat tega je, da imamo 137 naselij v občini, ki vsa živijo in imajo vsa zelo velik potencial tudi za prihodnje. No, zdaj je pa zaradi različnih razlogov, tudi zaradi grožnje države, kako bo pobirala davek na nepremičnine, kar je potem to žalostno propadlo. In kako občine, ki do zdaj niso pobirale nadomestila, ne bodo imele nobenih pravic naslednjih ne vem koliko let iz tega naslova. In tudi zaradi groženj, potem zdaj že nove te Cerarjeve vlade, da bodo občinam nižali sredstva in da naj občine poberejo pač tiste prihodke, ki so njihovi izvirni in so njihovi pristojnosti, to pa nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Se je občinski svet še v prejšnji sestavi konec leta 2014 odločil, da nadomestilo uvede za celotno območje občine. Jaz mislim, da je to tudi prav. Upoštevali smo razlike, obremenitev ne bo prevelika. Sprejeli smo enega najbolj sodobnih odlokov, to so nam vsi priznali. Vendar je država potem pogruntala ali pa ugotovila, da pa naj tega ne bi smeli zaradi sklepa ustavnega sodišča, ki je reklo, da se do nadaljnjega, do sprejema novega zakona o davku na nepremičnine uporabljajo stari predpisi. Ta nov se pa ne pripravlja še. Ne? In potem ta se sploh ne pripravlja, tega do 2018 sigurno ne bo, zdaj so tudi sami priznali. Jaz pa osebno mislim, da ga še do 2020 ne bo, če bo šlo to priprave s tem tempom. No in potem je to predstavljalo nevarnost, da nam seveda občinskemu proračunu izpade prihodek ne samo za leto 2015, ampak za 2016, 2017, 2018. No, mi smo potem seveda poskusili vse, da do tega ne pride. Na srečo je potem končno vlada iznašla možnost, da je to problematiko zakonsko podlago uredila v zakonu o izvrševanju proračunov in tako je občinski svet ponovno sprejel isti odlok, ki bo pa veljal za leto 2016 in bo seveda prve odločbe bodo sledile v aprilu, drugi del pa potem v septembru. Občani veseli, ker za 2015 niso dobili računa, ne? Jaz mislim, da občanov to čisto nič ne boli, ne? In so prav zadovoljni. Lahko posledic za njih seveda za 2015 ni. Nismo pa še čisto odnehali od ideje, da pa poskušamo to stvar izterjati od države. Ker je ona storila napako. Ker so storili napako. Vi ste bili na nekih občin, ki so to obvestilo. Ja, edina občina smo bili, ki so izvedli nadzor nad odlokom. Ministrstvo za prostor nam je poslalo zahtevo za razveljavitev odloka. No, potem pa je čudežno, tik pred koncem leta prišla, se pogruntali, da so majčkeno falili, ne? Razveljavitev tega poziva. Ker je bilo pa že prepozno za seveda, ker je bilo pa že prepozno, da bi mi se potem pripravili, to gre preko davčne uprave in ne moreš v enem mesecu tega storiti. No in tako smo ostali brez 800.000 evrov. Ki bo zdaj država vam dala, ne? Radodarno. Ja, jaz mislim, da ne bo tako radodarno, se pa poigravamo z možnostjo, da bi to izterjali sodno. Ja. Ste optimist? Argumenti so na naši strani. Ja. No, mogoče še ena zadeva, ki je prav, da je izpostavila. V Zasavju je v tem času umrlo kar precej enih uspešnih podjetij nekoč, ne. Recimo tudi kakšen onesnaževalec, ki je bil okoljevarstveni zavezanec, tako recimo termoelektrarna kot cementarna, pa še katero drugo podjetje. Spomnim se, nekaj let nazaj v vašem prvem mandatu, tudi v Ivančni Gorici imate okoljevarstvene zavezance podjetja, ki onesnažujejo, ne? Pa se koncev vsi na nek način onesnažujemo, takoj ko sosedemo avto ali pa če kakšno konzervo pojemo, ne? In takrat ste imeli sestanek, ste se dogovarjali, kako nekako pomagati Livarju in po
letu, dveh je bil pred časom spet tam sestanek. Livar je zdaj uspešno podjetje. Uspešno podjetje je tudi Akrapovič, ampak zdaj se pojavlja druga težava, ker zelo težko dobijo ustrezen kader, ko želijo zaposlovati. In ta ideja se meni zdi zelo dobro. Predlog, da bi se ta podjetja nekako združila, pa občina, pa srednja šola Josipa Jurčiča, da bi odprli tudi kakšne programe za poklicno usposabljanje, za metalurge, za orodjarje. In ta pristop se meni zdi zelo dober. To pa lahko občina stori, da ohrani kakšno delovno mesto. Najlažje je, recimo, delovna mesta zapirati, pa mežati. Zdaj smo odprla več tem. Ampak so vse neločljivo povezane med sabo. Zdaj, delovno mesto je osnova, je pravzaprav pogoj za vse. Če ni delovnih mest, ne mora biti razvoja, ljudje so na sociali, družbena klima je na dnu, vse nezadovoljno in tega v Ivančni Gorici ni. Brezposelnost je med najnižjimi v državi. Ljudje so si seveda, jaz si ne pripisujem preveč zaslug za to, da ne bo narobe razumljeno, ampak vseeno kot občina smo želeli storiti vse, kar je v naši moči, da omogočimo delo in je seveda zakonito, omogočimo ljudem, da odpirajo delovna mesta, da imajo delo doma. In še posebej sem vesel, da je Akrapovič tako uspešno podjetje. Tudi preselitev proizvodne v Črnomelj ne bo bistveno vplivala na sedež podjetja v Ivančni Gorici, ki ima velike načrte za naprej, zazidljivo območje ima in Akrapovič podjetje se bo, tako zagotavljajo, razvijal tako v Ivančni Gorici kot Črnomelj. S tem, da bo seveda na vsaki lokaciji svoj program. Velik problem bi bil za občino Ivančna Gorica, če bi Livar zaprl svoja vrata. Tam je 400 delovnih mest, pretežno vsi domačini. Res, da je v samem centru, ne? Res, da je v samem centru, je tam treba vedeti, da je najprej bil Livar, potem pa se je okrog njega razvijalo naselje. Tudi pri nas so mimogrede najprej bili rudniki, pa so se potem naselja, ali pa je bila cementarna. Seveda, to je bilo najbrž povsod, ampak novo vodstvo podjetja, jaz sem, moram reči, sedanjim direktorjem mesečno se vidva, pogovoriva in izjemno in se želi novo vodstvo podjetja spet vključiti v dejavnosti v kraju, ker se zaveda, da je neločljiv del tega kraja in ker se zaveda, da lahko veliko vpliva na kvaliteto življenja v samem kraju Ivančne Gorice in celotni občini. No, in kar je najpomembneje za Livar, je spet posijalo sonce, imajo izjemne programe, prodaja dobro, kvalitetno, tudi zanj smo si z občinskim svetom ogledali in opazili razliko med 3-4 leta nazaj in zdaj. Druga pa je prihodnost in usoda naše srednje šole Josipa Jurčiča, ki ima 60 in večletno zgodovino, začeli so v samostanu Stični, pa še in tukaj pa je iz meni sicer nečisto znanih razlogov upis drastično upadel. Od 700-800 dijakov, ki jih je bilo pred leti, jih je zdaj še 270, pa tudi ni prav za naprej, niso vodstvo šole ni preveč optimistično. In jaz mislim, da je tukaj dolžnost vseh nas, da to šolo ohranimo, ker je kvalitetna, vsako leto ima zlate maturante in da se tudi kot starši zamislimo, ali naš otrok s 15 leti, ali koliko so stari, ko prehajajo iz 9. razreda v 1. letnik, res mora iti po znanje v Ljubljano ali v Novo mesto, če pa je na pragu zelo kvalitetna šola z bogato tradicijo, v varnem, relativno zelo varnem okolju,
za široko paleto obšolskih dejavnosti. In če je iz te šole išlo že precej uspešnih Slovenk in Slovencev. Tudi kakšen predsednik vlade, mimogrede. Tudi predsednik vlade je hodil v Stično, prejšnji, ne zdajšnji. Janez Janša, ne? Je hodil v Stično, pa Škof Jamnik, pa še kdo. No in jaz mislim, da moramo res, kot sem rekel, napeti vse sile, da se šola ohrani. In ena izmed pobud je prišla ravno iz podjetja Livar in Akrapovič, ki rabijo kader, ki ga iščejo z lučjo, ta srednjo izobrazbo, recimo livarskega programa. Tehnične stroke, ne? Tehnične stroke, ki smo jih pri nas kar naenkrat nehali izobraževati, ne vem sicer zakaj, ne. Pri nas, mislim, v šolskem sistemu slovenskem. No in en program so pripravljeni sodelovati, seveda po njihovih močeh, da ga pripeljemo v to šolo. No in na tem zdaj nekaj delamo. Seveda pa to še ne pomeni, da bo šola zdaj rešena. Ker pa vemo, kakšno kolesje je tudi na ministrstvih. Bo to posluh? Ja, pravijo, da novih programov ne dajejo, ampak izkušnja iz Slovenske Bistrice, kjer so pred kratkim pridobili en oddelek s pomočjo Taluma v njihovi srednji šoli, nas navdaja z optimizmom. Ta podjetje pravi, da so pripravljene tudi drugače pomagati, da bi prišli do teh programov, tako da upam, no, da bi nam uspelo, recimo, če ne to šolsko leto, pa naslednje. To seveda še ne bo rešilo šole, tako da ekonomski program in gimnazijski program, ki jih srednja šola Josipa Jurčiča izvaja, sta še vedno odprta, zdaj bojo vpisi in predlagam, da starši pomislijo tudi na to šolo. V lanskem letu ste imeli zelo finančno visoko investicijo v izgradnjo podružnične šole, vrtca in športne dvorane v Zagradcu, ne. To je šlo pa kar za sredstva, bolj kot ne lastna sredstva iz proračuna, nekaj ste tudi pridobili, ampak govorimo o majhnem odstotku, ne vem, 10 plus, ne veliko, ne. Ne govorimo o 70%, ne. Ne, seveda to, pa še to je bilo več ali manj slučajno. Država je takrat objavila 8. razpis za regionalna razvojna sredstva, ki je bil iz ostankov, ki se drugače niso porabili. No in sreči smo imeli mi projekt pripravljen in tudi smo bili veseli, da smo vsaj dobili 600 in še nekaj tisoč evrov iz tega vira. Vse ostalo smo pokrivali sami, investicija je bila 5,5 milijonov. In to se je iz proračuna? To so pravzaprav pokril vse občinski proračun, 90%, kot ste rekli. Ampak, ko zdaj pogledaš to lepotico v Zagradcu, vidiš, da se je splačalo. Tudi moramo reči, da je bil projekt voden zelo strokovno. Izvajalci so bili pravočasni, ni bilo aneksov, razen tistega, kar smo dodatno naročili. Ampak jaz mislim, da ta projekt nekako lahko vzor vsem drugim, ne samo našim, kako se ob dobrem sodelovanju tudi kraja in šole da narediti tudi v tej državi zelo, zelo primerne projekte. Je pa ta šola, vrtec, športna dvorana že zdaj po dobrem pol letu delovanja dokazala in pokazala, da je bila prav načrtovana, pravilno usmerjena in da sam kraj Zagradec in tudi Krka, krajevna skupnost Krka in Ambrus, iz katerih se bo ta šola in vrtec napajala, da so dobili zelo pomemben signal ali pa znak pri razvoju. Namreč gre za suhokranjski del naše občine. V preteklosti je bila Suha krajina sinonim za nerazvitost. No, ko zdaj pogledamo, kako cvetoči so ti kraji, kako so tudi delovna mesta se vračajo
v ta del občine, je gotovo, da je razvoj zagotovljen, da je prihodnost zagotovljena, da bodo mladi ostajali doma. Mi pa bomo seveda kot občina še naprej gledali na enakomerno razvitost vseh delov naše občine, kar je naša politika vse skozi, in skušali pridobiti še kakšne dodatne programe. Zdaj je v Zagradcu glavni izziv, kako tja pripeljati tudi zdravstveno dejavnost dodatno, ne samo 2-krat splošno ambulanto na teden. In če nam to uspe, potem bo verjetno tam v kratkem odprta tudi lekarna. To pa spet so pogoji za nadaljni razvoj zagotovljeni. V nadaljevanju se bova še dotaknila drugih investicij v preteklem letu, pa mogoče tudi kaj še načrtujete. Omenil bi še eno zadevo, ki je mogoče malce tudi sorodna Zasavje, Ivančna Gorica. V Zasavju se je razvijala blagovna znamka, se mi zdi, s posvečenim imenom V tri krasne. Ne? Sicer je to bila včasih pri nas pojdi nekam v tri krasne, kletica, ampak je pa to beseda, ki se nekako je prijela in ki naj bi izboljšala turistično pa tudi siceršno podobo Zasavja. Prijelo se je veliko tudi evropskih sredstev, ampak samo na papirju je še to ostalo, ne? Pa mogoče tam še kje kakšna tabla. Vi ste pa sočasno nekako od leta 2011 začeli oblikovati blagovno znamko Prijetno domače. Verjetno z manj sredstvi, evropskimi, ampak se pa je očitno ta blagovna znamka dobro usedla. Ne samo v Ivančni Gorici, ampak tudi širša. Ja, ne samo, da je sama besedna zveza Prijetno domače nastala od ljudi. Mi smo kar nekaj časa iskali ta pravi izraz. Tudi je zelo všečna sama celostna podoba in najprej je bilo treba umestiti med tiste, ki ne bi jo uporabljali. Zato smo seveda porabili 2 leti in jaz sem vesel, da se je zdaj stvar prijela. Da slišim govorca, ki zaključi govor, recimo, pa si bomo še naprej prizadevali, da bo v naši občini prijetno in domače tudi v prihodnje. Da so že prvi izdelki in ponudbe gostincev, obrtnikov, rokodelcev tudi na to temo Prijetno domače. Seveda pa je ta zgodba za skupno blagovno znamko občine Ivančna Gorica bila narejena zato, da se bodo prva sredstva, oziroma da se bodo je prijeli tudi kakšna zunanja sredstva, da ne bo to vse prostovoljno. No in mi za razliko od Tri krasne, ki je že, pravite, bila podložena z evropskimi sredstvi, zdaj pripravljamo projekte za to finančno perspektivo, ki bo bolj nagrajevala te vsebinske projekte, ravno tukaj pa je velika prednost in rezerva v skupni blagovni znamki. Tudi Jurčičeva pot, recimo krožna pot Prijetno domače in vse, kar lahko na to umestimo zraven od gostincev, obrtnikov, podjetnikov, športnikov, kulturnikov. No in kot sem prej rekel, zdajle, da pripravljamo projekte, pomemben del, seveda ima tudi Zavod Prijetno domače, ki smo ga ustanovili in bo seveda nosilc določenih programov, s katerim bomo kandidirali. Je pa tako, kot z vsako stvarjo, s to še posebej uspešno bo toliko kot blagovna znamka, mislim, Prijetno domače, bo uspešna toliko, kot bomo mi želeli, da je uspešna, kot jo bomo mi ljudje vzeli za svojo in ji tudi pomagali pri razvoju. Vse prepogosto se namreč zgodi, da po začetnem zagonu stvari obstanejo in potem res ostanejo samo table. Ali pa kakšne brošure, ne? Ali pa brošure. Mi ne želimo, da bi bilo tudi v našem primeru tako, zato kar lepa precejšnja sredstva
namenjamo tudi iz občinskega proračuna, tudi naša turistična zveza in društva, pa kulturna društva so zelo aktivna v tej smeri in mislim, da bomo lahko še dolgo ali pa če dalje bolj govorili, da je v občini Ivančna Gorica res prijetno in domače. No, deva se ob koncu najinega pogovora sprehoditi še na hitro skozi investicije, ki so se uspešno zaključile v preteklem obdobju. Zdaj tako je s temi investicijami. Mnogi namreč enačijo vlogo občine z tem, ali pa uspešnost občine s tem, koliko je bilo investicij. Investiranje, investicije, gradnja objektov je res ena izmed glavnih nalog občine in temu se seveda ne moreš izogniti, če ni infrastrukture, tudi tistega družabnega dela, te klime pozitivne ni. Ampak mi na občini Ivančna Gorica se v zadnjih vsaj toliko časa, kar sem jaz župan, zavzemamo, da nekako damo enako težo skrbi za družbeno okolje, tisto pozitivno klimo, številnemu prostovoljstvu, ki je pri nas prisotno, da to podpiramo in potem seveda lažje izvajamo tudi investicije. Naš proračun je letos dokaj investicijsko naravnan, kljub temu, da virov je bolj malo, kot smo prej govorila. Nekaj stvari moramo še zaključiti za preteklo finančno perspektivo, predvsem kanalizacijo. Moramo pa se že seveda ozirati tudi naprej, ceste, prometnice, vodovodi, šole, spet v Višnji Gori, prizidek in podobne stvari. To pa je zdajle precej tega že v izgradnji. Mila zima gre namreč zelo na roko gradbincem ali pa v fazi priprave projektov. No, če ponazorim, približno 45% proračuna ali skoraj 7 milijonov gre letos za investicije, to je pa kar lepa številka. Največja investicija je seveda izgradnja, ki jo trenutno izvajamo, izgradnja kanalizacije po Višnji Gori. Starodavna Višnja Gora je stara 550, skoraj 550 let, pa vendar so bile neke stvari v infrastrukture še iz časov nastanka. V primeru kanalizacije je bilo že tako ponekod. Brez tega seveda ne moreš kraja razvijati in Višnja Gora bo dobila poleg kanalizacije še obnovo vodovodov tam, kjer je potrebno, pa nastavke za kabelsko kanalizacijo, pa javno razsvetljavo in seveda na koncu nove ceste in s tem postala še bolj prijazna do tistih, ki v njej živijo in tistih, ki jo bodo obiskali. Že Prva priložnost bo prvo marčevsko soboto, Jurčičev pohod in takrat se Višnjane vedno izkažemo ali pa izkažejo. Prepričan sem, da bo tudi letos tako. Letos morda bo treba še čez kakšen kup materijala stopiti. Ampak bomo poskrbeli, da mogoče bo celo sneg, ampak bomo poskrbeli, da bo pot planinsko društvo Povš vedno poskrbi, da je urejeno in da je pot varna. Ampak s to kanalizacijo, veste, tako, to je nujna stvar. Mi moramo še kar precej zgraditi v občini. Ampak takrat, ko se pa investicija začne, ni pa noben prav zadovoljen. Stroj prideš ljudem na dvorišča, je vse razkopano, kakšna rožca tudi malo nima več mesta tam, kot je imela. Dostopi do hiš so oteženi, kakšna stvar se podre, ker je bila pač slabo zgrajena. In seveda prihaja tudi do slabe volje. Potem je treba nekaj denarja pokazati za priključke in komunalni prispevek. Občina investitor mora zagotoviti seveda denar za investicijo in nekako noben ni prav zadovoljen v času gradnje. No, ko se pa stvar zaključi, recimo kot je bilo na Viru pri Stični, ko se vidi, da je
stvar bila res potrebna in da je po končani gradnji kraj lepši, sodobnejši, potem pa se pozabi in so ljudje veseli. Tako da jaz, ker je zdaj ravno tudi v Višnji Gor nekaj stikov z občani, takimi ali pa vprašanj, kako bo kaj. Tako da prosim vse, da razumejo še enkrat, da pač brez razkopavanja kraja ne moreš urediti in da seveda vsak izpolni svoj del, svojo nalogo. No, glavna naloga ljudi je, da se na to kanalizacijo priklopijo, ker drugače nima smisla graditi in močno upam, da ne bo treba preveč siliti z tem, da se priklopi, da zagotovimo dovolj priklopov na to kanalizacijo. Vse prepogosto se namreč dogaja tudi to. Višnjani so z razumevanjem sprejemajo, gradbinci pravijo, da so zelo prijazni, torej naj tako tudi ostane, da bo investicija prijazna do vseh, ko bo končana. Zaključuje se tudi, dobro, to je že medicinski laboratorij, zdravstveni dom, ampak tudi še prizidek se gradi, ne? Ja, take investicije, ko je ta prizidek zdravstvenemu domu, pa so meni najljubše, namreč prav veliko občina zato ne bo dala iz proračuna, dobila pa moderno stavbo v središču Ivančne Gorice, lekarno, eno največjih lekarn v Sloveniji z bogato ponudbo. Pridobili pa bomo še več kot 400 kvadratnih metrov prostora za potrebe zdravstvenega doma in še nekaj bo ostalo tudi za druge potrebe. To pa je seveda zelo dobra novica. Ivančna Gorica je, če ji kaj manjka, ji manjkajo prostori. Namreč ta infrastruktura se v Ivančni Gorici v preteklih desetletjih ni gradila in mi smo morali vse še zgraditi, za razliko od nekaterih drugih občin, ki so to že imeli zgrajeno. No in te prostore, ki bodo viška, bomo seveda s pridom izkoristili za potrebe družabnega življenja v občini. Otvoritev pa mislim, da bo v kakšnem, še tako je rekel direktor lekarne Ljubljana, še pred veliko nočjo, torej zelo kmalu. Že pomladi, če se... Ja, če bo vse v redu, bo velika noč je menda že z konc marca. Mislim, da že to je malce odvisno od pusta, ne vem, bi moral na kalendar pogledati. Ja, veliko se še dogaja. Ob koncu najinega pogovora še besedo ali dve, kako gledate na, nekaj ste že omenili, na državno politiko, kako gledate na vse te afere, ki prihajajo na dan, ko se po eni strani zateguje pas, ko se govori, da ni denarja, po drugi strani pa beremo o raznih dodatkih na stalno pripravljenost, pa še o drugih anomalijah. Pa mimogrede, imate takšne podobne dodatke tudi v Ivančni Gorici, v občini? No, če začnem s tem zadnjim, mi se seveda držimo zakonodaje, podobnih dodatkov ne poznamo. Kot mi pravi direktorica občinske uprave, se srečuje s težavami, kako plačati ljudi za delo, ki ga opravijo. Namreč občinska uprava je v občini Ivančni Gorici šteje 21 ljudi, v primerjavi z enako velikimi občinami je to tudi še enkrat manj kot kje druge. Mimogrede, koliko prebivalcev imate? 16.300 jih je trenutno. In seveda delo pa mora biti opravljeno in naša občinska uprava je res zelo učinkovita, tudi dobro vodena in seveda daje rezultate. Žal se zatika pri plačilih za njihovo delo, ker je pač ZUJF veljaven in če je zakon veljaven, potem ga treba spoštovati. In to je težko razložiti ljudem, ker pač očitno nekateri celo na najodgovornejših delih, mestih, najdejo obvode.
In pravijo, da je bilo to zakonito. Ne? In pravijo, da je bilo, ne da je bilo zakonito, kot sem uspel slišati, naj bi to ne pomenilo kršitve, ampak naj bi bilo nerazumevanje zakonodaje. Ne? In jaz, če naredim nekaj narobe, me seveda navadnim ljudem sledijo sankcije za nerazumevanje zakonodaje v pravnem redu, po mojem ni, no, ampak to bodo povedali pravniki. Težko razumem pa ljudi, ne, da se sprašujejo, zakaj pa to ne velja za vse, zakaj velja samo za nekatere. Ali pa, če se malce pošalim, velja za pašteto ali dve paštete, ne? In potem nekdo odstopi, čeprav je nekako tudi poravnal tisto škodo, ki je s kraja storil, pa dal nekaj humanitarne namene, nekdo pa, recimo pa minister finančni, pa govorimo o 40 000 evrih, ne? Ali pa še več, pa nič. Ne? Brez njega pa ne moremo. Ne? Ja, no, to gre za bolj etično, pa manj etično ravnanje. Ne vem, to sem nekje zasledil, ampak jaz še vedno mislim, da države, demokraciji mora biti politika prisotna, mora biti prisotne politične stranke, brez tega imamo pač stanje, iz katerega smo želeli iti in je bilo nujno iti iz tega stanja kot država. Vendar, ne, se bojim, da se je politika ljudem tako zamerila, ampak da se danes noben več noče iti tega. Ja. In zato je problem s paštetami. Tisti, ki so sposobni, ne, bi recimo najdejo svoj kruh ali pa in jim ni treba prav veliko biti javno izpostavljen tudi na odgovornih mestih. Tako dobimo politiko ljudi, ki pač so mogoče ranga, recimo temu, jaz podobno vidim tudi pri teh stalnih napadih na župane. Kdo pa se bo še hotel kandidirati za župana od sposobnih ljudi, če bo stalno kriminalc nekaj narobe, stalno, vse je prav, da je nadzor, ampak župana ljudje vidijo kot tistega, po katerem se morajo ravnati. On ima veliko odgovornost, ne, in bi človek pričakoval tudi kakšno podporo. Ne, se bojim, da ne bodo hoteli več kandidirati sposobni ljudje. Država danes rabi ljudi, ki znajo, takih, ki znajo, ni prav veliko, res jih ni veliko. In če gre recimo iz enega podjetja, ki ga vodi gospodarski minister, direktor te firme za gospodarskega ministra, mi mu pa ponudimo 3 ure ima plača. Ne? In kaj? Ne? Za lastno zadovoljstvo in še stalno mora biti dosegljiv. Pa vsak dan je v kadru, ne? Tako da jaz mislim, da bomo morali stvar nekoliko narediti, ampak to sicer ne poznam recepta, kako se to naredi, tudi nisem tako visoko v državni politiki več, da bi lahko komandiral, ampak vseeno, ne, po mojem bo treba narediti 2 koraka nazaj, se zamisliti ali pa skupaj pogovoriti, kaj s to državo sploh hočemo in s katerimi ljudmi. Ne. Ljudje pa bodo seveda na koncu na volitvah odločili, ampak če bomo si stalno metali nekaj pod noge, ne, potem ne bo šlo. Jaz sem bil do nedavno velik optimist, še vedno verjamem to državo, še vedno sem pripravljen veliko narediti, vendar v takih zadevah, ki ste jih omenili, potem počasi tudi volja pade. Je pa tudi zmotno prepričanje, ne, da se v narekovajih pa tudi dejansko krade zadnjih 25 let, ampak jaz bom dejal na 45 let podlage, ali pa drugače, odkar človek je. Ne? Torej, če se mu dopušča, da krade, da vara in tako naprej, potem to dela. Ne? Če so zakoni, če se mu pove, kršil si ga, ne boš več to delo opravljal, potem je to tudi signal drugim. Ne delaj tega, ne? Ja, vseeno, ne, ste prav povedali, ta podlaga iz zgodovine, ne, iz bivše države, je v nas nekaj pustila. V Nemčiji recimo
Eden največjih, ali pa tudi v Ameriki, v Nemčiji malo bolj poznam, je eden največjih grehov utajitev davkov. Nemci, vsaj te, ki jih jaz poznam, si ne morejo predstavljati, da pa bi recimo ne plačal davka državi. To je za njih nepredstavljivo. In jaz sem imel kar težave razložiti, da pri nas pa to se da še vedno malo. Mi imamo končno morali dojeti, da država ni nekaj od nekod, ki je preletela, ni naš nasprotnik, država je naša. In če hočemo vse to, kar imamo, kar želimo, šole, vrtce, društva, vse to, kar sva govorila, investicije, pač to mora nekdo plačati. In to plača proračun, katerega pa vsi dajemo. In če se ta bremena pravilno razdelijo na vse, pa da bi res vsi plačevali, tudi ne bila tako prevelika. Zdaj so pa izjeme, dopuščajo pa take in drugačne anomalije in seveda je potem spet stanje tako, kot je. Kot sem rekel, 2 koraka bo treba nazaj, en resen pogovor po mojem in ni vrag, da nam ne bi uspela. No, kakšen korak pa ne bo nič narobe, če bo storjen prvo soboto v marcu tudi recimo iz Zasavja proti Višnji gori na Jurčičev pohod, ne? Verjetno bodo vsi, ki bodo prišli, dobrodošli. Pride jih pa tam okrog 10.000, ne? Ali pa manj. No, zadnje čase je številka 10.000 malo pretirana. Mislim, da nas je tam med 5 in 6.000. Toliko tudi zmore Jurčičeva pot, kar je več, je že gneča. Še vedno je to zelo velika številka. Mi se intenzivno pripravljamo, da bomo spet dobri gostitelji. Za vse pa, kot ste rekel, velja povabilo. Kot velja povabilo na majski pohod okrog občine, da je pa nekoliko težji, po poti prijetno domače, bo že 4. Je pa dolg? Koliko? Je pa dolg 115 kilometrov, v 3 dneh ga prehodimo. Vi ste ga že, ne? Jaz sem ga 3-krat že prej. 3-krat. In moram reči, da se obeh pohodov zelo veselim. Je že do pretekov tudi? Ja, to krožno pot prijetno domače so tudi že pretekli, dele tudi že prejahali s konji, dele pa precejkrat pa prekolesarili. Moram reči, da je zelo ta krožna pot zelo izvirno zastavljena, tudi lepo urejena v vseh letnih časih, označena, tako kot pač mora biti. In da, kot včeraj sem bil na občnem zboru Gorniškega kluba Limberg, ki skrbi za en del poti, pravijo, da opažajo veliko pohodnikov tudi med letom. Naj bo tako še naprej. Hvala za obisk v studiu. Upam, da se kmalu spet srečava, da še kakšno spregovoriva o dolenjsko-belokranjski občini, ne? Dolenjsko. Suhokrajinski. Tako bo bolj prav. Tako je. In seveda tudi o uspehih, ki bodo v tej občini nedvomno mogoče kdaj tudi v smučarskih skokih, ne? To je nov projekt, ki se dela. Nov projekt, ki se je že začel z ustanovitvijo skakalnega društva Ivančna Gorica. Menda trenira 25 mladih zagnanih tekmovalcev že, imamo tudi nekaj uveljavljenih imen, vodstveno ekipo. Na nas pa je, da jim seveda pripravimo infrastrukturo. Si bova šla zdaj pogledati naš skakalni center? Velja. Okay. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.